Koliko je tu vodnega kamna gor. Dober dan, moje ime je Damjan in dobrodošli na mojem YouTube kanalu. Nekaj dni nazaj sem imel na unboxingu to zadevo. Tu zgoraj najdete povezavo do unboxing videa. To je pa Kinetic reaktor. Več o tem si lahko preberete na povezavi v opisu tega videa ali pa na mojem blogu mešanonažaro.si. Jaz bom pa zdaj samo na hitro prebral osnovne značilnosti, ki so zapisane na embalaži. Torej, gre za nastavek, ki se namesti na pipo. Osnovne značilnosti pa so, da omejuje nalaganje vodnega kamna, povečuje učinkovitost klora in ga s tem odstranjuje, preprečuje nastanek biofilma v pipah, nevtralizira težke kovine, znižuje število bakterij v vodi in pa do 50% zmanjša porabo vode, kar je čudovito. Vse to je bilo dokazano in potrjeno strani raznih raziskovalcev. Jaz bi pa zdaj želel samo demonstrirati, kako se to namesti. Jaz bom namestil na našo kuhinjsko pipo, saj je to pipa, iz katere točimo največ vode namenjene pitju. Pa gremo to zmontirati. Koliko je tu vodnega kamna gor. Najbrž bom pa potreboval neko orodje, da to odstranim in privijem to novo. Grem pogledati, če imam kaj uporabnega. Evo, sem našel prav namensko orodje za odstranjevanje teh nastavkov. Ker sem že večkrat to odstranjeval in razbijal ta vodni kamen v ultrazvočni kopeli. Moj bog, je polno enega peska pa ogromno vodnega kamna. Nič. Da še vam pokažem prej, kako je voda tekla s tem nastavkom, ki je že praktično čisto zamašen. Tega več ne rabimo. Mimogrede, to je flaška, ki sem jo dobil zraven Kinetic reaktorja. Super, ne? Zdaj pa je treba to namestiti. Še škarje rabim. Tako, pa sem našel še škarje. Ekola, to odpremo. To je detajl. Ne vem, če vidite, Kinetic reaktor je napisano na samem filtrčku. Super zadeva. In če smo zdaj to namestil, se pravi tesnilo rabimo. Takole. Pa lahko to privijemo. Najprej moramo odstraniti staro tesnilo.
Ekola. Kole. Da bi pa moglo iti. Kole. Še malo pritegnemo. Ni treba tako, da bo voda pritekla s tesnilo, ne? Ekola. Pa da vidimo to čudo. Izgleda super. Zdaj me pa res zanima, kako dolgo bo ta nastavek zdržal brez vodnega kamna, da se zablokira tako, kot se je ta. Nič, to je to za današnji video. Poglejte si Kinetic reaktor. Mislim, da je zadeva dokaj uporabna in spremljajte moj kanal. Vam bom definitivno sporočil, ali je tudi vse to, kar opisujejo. Tako da se naročite na kanal, če še se niste. Stisnite palček gor, če vam je video všeč. Dajte mi v komentar zapisati, če imate slučajno tudi sami težave z vodnim kamnom ali peskom v domačem vodovodu. Pa je to to. Mi se pa vidimo v naslednjem videu. Ajde, čau!